10-20 let nazaj energetska učinkovitost objekta sploh ni bila pomembna. Ljudje je bil bolj pomemben ta show-off, če se pošali malo zlate kljuke, danes pa je bolj pomembna vsebina. Pomemben je ta ekološki vidik, kakovost bivanja, se pravi v ospredje izrazito prihaja zdravje. Ljudje so pripravljeni imeti nekoliko manjšo hišo, ampak jim je istočasno pomembno, da je ta zgrajena z boljšimi materiali. Vedno bolj jih tudi zanima, kako se ravna z vsemi deležniki v procesu nastanka hiše, se pravi z dobavitelji, z podizvajalci, z zaposlenimi, in ta vidik, tudi etični, nekako prihaja v ospredje. Seveda ljudje pri koncipiranju hiše razmišljajo tudi o tem, da bodo več časa morali mogoče v bodoče preživeti doma, da bo več home office-a, in o vsem tem v preteklosti nismo razmišljali. Danes so torej kupci veliko bolj ozaveščeni kot pred 10 leti. Več razumejo in vedo, kaj želijo dobiti. Kaj jim torej ponuditi, da dobijo za svoj vložek največ? To je pravzaprav največji izziv individualne gradnje. Imamo dva pristopa v resnici. En je, da pridejo kupci k nam z že izdelanim individualnim načrtom in izdelamo hišo po tem načrtu. To je vedno sorazmerni izziv, zaradi tega, ker se velikokrat ne upošteva tehnologije, načel lesene gradnje. Zato imamo v našem podjetju tudi drug pristop, imamo zaposlene 4 arhitekte, ki te individualne želje kupcev potem znotraj tehnologije Lumar in znotraj jasno definiranega budžeta oziroma proračuna, ki ga ima stranka za to hišo sprojektira. Seveda se pa ne branimo dela z zunanjimi arhitekti, ker pa velikokrat prinesejo ti zunanji načrti eno posebno drugo dimenzijo, en razmislek out of the box in na nek način postavljajo tudi izzive naši ekipi. In to je pravzaprav tisto, kar podjetje potrebuje, če želi dolgoročno rasti na trgu. Konec leta 2021 se je podjetje Lumar strateško povezalo s podjetjem IQ Wood z namenom povezovanja slovenske lesno-predelovalne verige in ustvarjanja novega produkta, lesenih elementov, ki niso obdelani z nobenim kemičnim sredstvom. Les je posekan, posušen in predelan v Sloveniji, masivna, izjemno stabilna in varna lesena konstrukcija pa je plod slovenskega znanja. Narejena je brez lepil, kemikalij in kovin. Dopušča zelo široko paleto gradenj od izrazito modernih, kubusnih do zelo tradicionalnih z ilonatimi ometi, ampak tisto skupno vsemu temu je pa zagotovo to, da zagotavlja najvišjo stopnjo bivalnega ugodja, istočasno pa najmanjši ogljični odtis. To jasno pove, da je les najbolj plemenit, najbolj bivan, prijazen material, ki si ga lahko zamislimo. Seveda pa ima zaradi tega tudi svojo ceno. Pa vendar ne pričakujemo pri drugih izdelkih, naj bo to hrana, oblačila, karkoli drugega, da bomo dobili najboljšo stvar za najnižjo ceno. Ob tem pa hiša, stavba pogleda preko vse ostale standardne produkte, ki imajo zelo kratko življenjsko dobo, nekaj mesecev, let, hiša pogleda preko 100 let. In zato to, kako jo bomo danes zgradili, pravzaprav zelo jasno definira, kako bodo vsi, ki bo naslednjih 100 let živeli v tej hiši, kakšno kvaliteto življenja bomo imeli. IQ Wood omogoča premoščanje večjih razponov, kot je to možno pri običajni, okvirni leseni konstrukciji. Ob zagotavljanju idealne bivalne klime dopušča tudi bistveno večjo arhitekturno svobodo. Najpomembneje pa je, da gre za les predelan v Sloveniji. Na ta način ostaja doma dodana vrednost obdelave, pa tudi zmanjšan ogljični odtis oziroma naš vpliv na okolje. Tudi slogan podjetja Lumar, živi najbolje, je bil na začetku izrazito usmerjen na korist naročnika. Danes pa? Šele s časoma smo nekako ugotovili, da je širšega pomena. Se pravi, živi najbolje tudi v odnosu do okolja. In to se mi zdi pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno združiti. To so individualnost, se pravi individualna hotenja, potrebe v relaciji do okolja.